Živijo. Ajla. Živijo. Ej, a kdo sploh ve, kaj je točen fora tega sestanka zdaj? Ja, meni je pisal, da je študent, da uči 1 uro matematike. Po mojem nimamo angleščine. Pa ne bi mogli biti že konc danes. Jaz sem tudi mislila to, ja. Jaz sem vas poklical. Sem angel poslan od Boga in Bog želi, da greste v Betlehem. Zakaj pa tja? To je pa tako ful daleč. A ni ful vroče tam. Pa tam tako Ja, imaš, ja, da ne ja. gremo. Tišina, nehajte že. Čas je, da greste v Betlehem. Da ne boste vsega zamudili. Ajde, gremo. Ja, če že moramo. Prav. Ja, No, tako. Čakaj, kam so pa zdaj vsi šli? Ja, v Betlehem. Ajde, grem še jaz. Ana, Hvala je, Bica. kam pa greš ti? Pa v Betlehem grem. Pa ti veš, kako daleč je to? Pa ni to tako daleč. Google Maps sem pogledala, piše 24 dni. Kaj pa je to za 24 dni? To, pa vidim, koj. To, ne. Ja. Ja, itak, ja, brez telefona boš šla v Betlehem, kao. Brez njega še v drugo sobo ne greš. Vseeno gremo v Betlehem, čeprav tam ni telefona. Ok, spalka je, derize so, štrik imam, rutko za srečo, malca, najbolj važno. Lučka, ja, tudi po noč bom hodila, rožen venc, pa rokavice. To je to, jaz imam vse. Odločil sem se, da grem v Betlehem. Ampak Jošt, na poti do tja te bo zebel, ne boš imel telefona, pa še sam boš. Ja, še vseeno sem se odločil, da bom trpel do tja. Srečno. Mirjam, kaj delaš? Mirjam, v puščavi ni golov, kaj počneš? Ne boš mogla trenirati, Mirjam? 2 leti, Mirjam, zamudila boš svojo kariero. Briga me, če tam ni golov. Kaj delaš? Pa, a se ti meša, Mirjam, neumna odločitve so to. Ne jih poslušaj. Pa, ne id, kaj s tabo? Ne slišam. Si neumna, adijo. Joj, koliko je ta ruzlek velik. To pravim za v Betlehem. Ti nevednica, kaj ne veš, da tam ni ničesar? Ne bo ti fajn. No, ampak tudi če mi tam ne bo prijetno, jaz če vse grem. No, pa pojmo. Zakaj se to ne odpre? Nadijo. Jerca, ampak naš ima biti na TikToku, tako da kar telefon doma. Okej, Nadijo. Pa če vedno si se odprl. A resno misliš, da ti bo ratalo, saj nimaš nič kondicije? Ah, še vse, potrudila se bom, pa če mi bo ratalo prid, mi bo, drugač pa ne. Treba ti pa piš. Dio! Kam pa kam, veseli pohodnik? Kdo pa je to? O, Betlehem! Gospod, V Betlehem? A kaj boš tam počel? bolj Tam ni- rekel, da moram iti. Pa tam ničesar ni. Jaz ne potrebujem ničesar, saj imam Boga. O, kako globoka vera. Se ti lahko pridružim na poti v Betlehem? Pojdiva. No, končno. Dolg je trajal, ampak končno so se vsi odpravili od doma. Odpovedali so si sami sebi in raje odgovorili na božji klic. In zdaj se naše potovanje lahko začne.
Kaj nam je bilo tega treba? Še malo zdaj. Klopca, poglej. Deva. Oči, aj še daleč. Daleč, sine, daleč. Ej, oči, le kaj sem najdu. Kaj sem najdu? Cviks. Deva ga pojesti. Pol pa, ne vem, kadaj bo pol. Na, pol. Bar jaz ne moram več tole. To je pa zdaj prehudo. Hrane nam je zmanjkalo. Lenart, pretleš kaj za jest. Zdaj so te tvoje priboljške začela deliti med sabo. A si vse tvikse požaril? Ja, sorry, ne vem. Lačen sem bil, no. Pa tma bo. Jaz se tega ne grem. Joj, kako se nas lahko sem spravil? Zakaj nam je tega sploh treba? Sej tebi je vseeno. Imaš kondicijo. Zdaj kle že 14 dni hodimo po nekih gozdovih. Mislim, da smo trenutno sredi Grčije. Ljudem se meša, Brina vsak večer tul za svojim psom. Res se mi ne da več. Kolen me boli. Žejna sem, flaša se mi razbila. Ana, pa matic kar zgineta nekam, njo ni. Vsak dan za 4 ure stari neki mahata po zraku. Pač ljudem se meša, no. Ne vem, kaj bo iz tega. Sem aj sploh vreden, kar neki, vsi neki. Dajmo hiter. Jaz ne moram hitrejši, čevlji so me užuljali, se sploh ne vem, pač, a ne se še matram naprej, ali naj kar kle vstanem, zdaj imam že poslo narejeno kle. Joj, tale pot je veliko težja, kot sem pričakovala. Mislim, skozi hodimo v hrib, nimam hrane, no, saj vode imam še mogoče malo. Ne, tudi tega ni več. Brez tuša, brez toplega dnevnega obroka, mislim, si še komaj stojim po konc. Kar neki, no. Joj, modelki, Bonča, pa sva rekla, da se dobiva kle, no. Pa še Bonča mi gre že tok na živce, sploh je ne moram več prenašati, ker že celo pot sam moli. Ta Bončaj. Pa vsi so vsi isti. Veš, Lenart, jaz povem, vsi so isti. Ti si jih mislil, da kakšnega Betlehemčana uhaklala dolega. Vsaj nekaj dobrega na tej poti. Ne vem, no. A se res plača? Je tako težko. Se mislim, da bo tako težko to. Tako mraz ni bilo od leta 2016, december 2016 je bilo. Jaka odprl okno, smo skoraj vsi zmrzeni na ter razredu. Pak do Robča. Hvala. Na družino svojo spomnila. Za Jezusa. Joj, mal se mi kar smilijo, ampak res sem ponosen na njih. Vzeli so vsak svoj križ in se odpravili proti Jezusu. To pač ni kar tako, a ne? Debil bi rekel, to so sam solze iz majoneze. Jezus je tega vreden.
če nas je Bog poklical, da gremo v Betlehem, pol mislim, da se kar splača. Z Božjo pomočjo bomo vse zmogli. Ne bom se več pritoževala. Grem. Božja volja je najbolja, tu si višina srce. Želje naše vse sebične, z nami vplivne pojdejo. Kam jaz enega nalomu, ko pridemo v Betlehem. Ja, no, mislim, kje pa so zdaj vsi? Zakaj ni Jožefa, Marije pa Jezusa? A smo slučajno zdaj mi celo to pot naredili za brez veze? 24 dni smo vrgli stran. Ne, lejte, tamle sta Jožef pa Marija. Kje? Tamle. Ja, čak, sam to pa nista Jožef pa Marija. To sta tam dva križa. Čakaj, pa res, ja. O, lejte ju, kaj pa delata tam gor? Čakaj, kaj pa ti križi tu delajo? Pa zakaj niste tukaj z nami, pa pač z Jezusom? Pa kje je angel, ki nas je sem pripeljal? Zakaj tle ni ničesar? Ne bojte se, veste, ta dva križa, ki jo vidite, sta križa Jožefa in Marije, kajti one dva sta se odpovedala svojim načrtom za prihodnost in tako odšla na dolgo in težko potovanje v Betlehem. In tako je na svet prišel Jezus. Podobno ste se tudi vi odpovedali sebi, vzeli svoj križ in zaradi drugega in Boga vztrajali, se je Jezus rodil v vaših srcih. Jezus živi med vami. Božja volja je višina srce, želje naše z nami vplivne pojdejo. A naj bi mogel biti že konc za danes. Meni se je tudi to zdelo. Jaz sem vas poklical. Sem angel poslan od neba.